Hepatitis C je resna bolezen, katere nezdravljenje vodi do resnih zdravstvenih težav. Pri tretjini nezdravljenih bolnikov pride do smrti zaradi bolezni jeter, pri 16% se razvije rak na jetrih, pri 7% je pričakovana potreba po transplantaciji. Bolezen lahko tudi od 20 do 30 let posamezniku ne povzroča težav, zato je večina bolnikov neodkritih, kar pa je škoda, saj gre za danes že ozdravljivo bolezen, poudarja profesor dr. Mojca Matičič, specialistka infektologinja in internistka s Klinike za infektologijo in vročinska stanja v Ljubljani. Ocenjujemo, da imamo nekaj več kot 6000 okuženih in samo 30% zaenkrat je bilo že uspešno pozdravljenih. Se pravi, 70% okuženih potrebuje odkritje okužbe in zdravljenje. Trenutno okužene sistemsko odkrivajo predvsem v skupinah z visokim tveganjem za okužbo. Infekcijska klinika ponuja tudi anonimno brezplačno testiranje in letos se je testiralo že 790 ljudi. A to ni dovolj, področje testiranja je nujno razširiti tudi na osebne zdravnike, pravijo infektologi. Ampak še vedno je pa veliko ljudi, ki se ne zaveda te okužbe in seveda vsak človek v Sloveniji pa ima svojega osebnega družinskega zdravnika, zato sedaj močno apeliramo na to vejo medicine, da nam pomaga. Testiranje za bolezen je enostavno, potrebno je zgolj krvno testiranje na prisotnost protiteles. Za razliko od infektologov pa družinski zdravniki menijo, da presejajo dovolj. Večinoma se sicer mi spomnimo in pomislimo na hepatitis C takrat, kadar ugotovimo, da ima oseba recimo pozitivne jetrne teste in obstaja kakršenkoli dejavnik tveganja. Bom rekla, da včasih morda testiramo preveč ljudi, ker imamo veliko negativnih rezultatov. Skratka, vse pacijente, ki imajo nepojasneno stanje bolezni jeter, testiramo tudi na hepatitis C. Ker konec koncev je tako, če vemo, da se pač bolezen prenaša tudi z spolnimi kontakti, kar je pri nas bolj pogosto, kot se pravi intravenski uživalci drog. To pomeni, kaj pa je tvegan spolni odnos. Pravzaprav vsak nezaščiten odnos z drugo osebo je tvegan spolni odnos. In vsaj enega v življenju je kdaj kdo imel. In tako, to pomeni, da pacijente lahko presejamo kar na splošno. Družinska zdravnica Nena Kopčavar-Guček ob tem izpostavlja še en vidik, ki ovira boljše odkrivanje bolezni. Težavo stigmatizacije bolezni. Mogoče premalokrat poudarjamo, da so vsi stiki in odnosi strogo zaupni. O tem sama nimam nobenih dvomov. Ljudje se mi zdi, da včasih imajo zadržke. Ni dovolj, če mi povemo, zakaj sprašujemo v zvezi z nekimi nespecifičnimi težavami, povprašujemo pa včasih po zelo intimnih stvareh, kot so spolni stiki, kot je piercing na kakšnih mestih, ki niso prosto vidna ali kaj takega. In nekaterim pacientom se mogoče to včasih zdi pretirano, je pa vse z dobrim namenom in zato, da bi se našlo vzrok težavam in jim pomagalo. V Sloveniji je dostopno sodobno zdravljenje hepatitisa C tudi z najnovejšimi zdravili. Kot pravi vodja oddelka za zdravila na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije Jurij First, je sodelovanje s specialisti za hepatitis C vzorno. Vse, karkoli se pripravlja, vse skupaj skoordiniramo. Seveda govorim predvsem za področje zdravil. Tako da lepo bi bilo, če bi bili sposobni tako sodelovati na vseh kliničnih področjih. Pred 3 leti je v klinično rabo prišla prebojna terapija, ki omogoča popolno ozdravitev hepatitisa C. Njena težava? Visoka cena. V lanskem letu je šlo za zdravila za zdravljenje hepatitisa C, torej samo za ta specifična zdravila okrog 8 milijonov evrov. Kljub dragemu zdravljenju pa ima to potencialno revolucionaren potencial. Strokovnjaki verjamejo, da bi lahko z njo izkorenili hepatitis C. Vendar bo zato treba več napora usmeriti v zgodnje odkrivanje bolnikov. Torej, če kdorkoli v preteklosti, kadarkoli uporabljal droge, bodi si z injiciranjem ali z njuhanjem, če je kadarkoli prejel transfuzijo krvi pred letom 1993 ali imel kakšen večji operativni ali dentalni poseg, če je imel neprofesionalno opravljeno tetovažo
piercing, v takem primeru seveda na vsak način svetujemo testiranje. Tudi če živi v skupnem gospodinjstvu ali v družini nekdo, ki je okužen, vedno pride lahko do sočasne menjave pribora osebnega, naprimer britvic, manikirnega pribora, upam, da ne tudi zobnih ščetk. Vse to je lahko pravzaprav dejavnik tveganja za okužbo.